dan. Pozdravljeni na izjavi za javnost v povezavi z pojavljanjem okužb z virusom opičjih koz. Na izjavi sodelujejo dr. Mario Fafangel, predstojnik Centra za nalezljive bolezni na NIJZ, profesor dr. Tatjana Avšič-Županc, vodja laboratorija na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, izredna profesorica dr. Tatjana Lejko-Zupanc, predstojnica klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, in pa Mojca Gobec, vodja sektorja za preprečevanje bolezni in poškodb na Ministrstvu za zdravje. Zdaj pa kar vabim dr. Fafangla, da spregovori. Lep pozdrav, hvala lepa. Žal, nekako spet epidemiologi pred kamerami. Dajmo reči, da primež nalezljivih bolezni v zadnjih 2 letih je malo bolj intenziven, kot ponavadi. Tudi v Sloveniji smo potrdili prvi primer osebe okužene z virusom opičjih koz. Najbolj pomembna informacija tukaj danes je, da zdravstveno stanje osebe je dobro in seveda moja osebna želja hitremu okrevanju. Zdaj pa nekako na epidemiološki del. Gre za uvožen primer. Oseba je potovala v času inkubacije na Kanarskih otokih. Oseba je moškega spola. Nekako, kot smo rekli, zdravstveno stanje je stabilno. Smo izvedli skupaj z tesnim sodelovanjem s kolegi iz klinike iskanje stikov, obveščanje testnih kontaktov. Tukaj gre za bolezen, ki se prenaša z testnimi stiki. Gre za nekako občutljivo, dajmo reči, epidemiološko delo in poizvedovanje. Zaradi tega se uporabljajo pristope, ki se uporabljajo po navadi za takšne bolezni, tesno sodelovanje kolega klinika, okužene osebe in obveščanje potencialnih testnih stikov z tako imenovanim backward in forward contact tracingom. To pomeni, da iščemo za nazaj, kje je možnost okužbe in se obvešča stike v tem primeru in seveda naprej glede možnosti širjenja okužbe v Sloveniji. Bolezen je epidemiološko lažje obvladljiva, kakor, dajmo reči, vsi imamo zdaj izkušnje s covidom, nima latentnega obdobja, kar pomeni, da si kužen enkrat, ko imaš simptome, nisi kužen pred tem. Oseba je razvila simptome po vrnitvi v Sloveniji. Sedaj so pa vsi trudi namenjeni temu, da postavimo verige prenosa. Toliko o samem primeru, toliko je primerno povedati o samem primeru. Zdaj pa mogoče predam besedo širša epidemiološka slika in nekako scenarije, kaj pričakujemo, kaj bo v bodoče glede tega novega dogajanja. Več držav se sooča z pojavom skupkov oziroma posamičnih primerov opičjih koz. Tukaj je pomembno povedati, da ne gre za nov virus. Torej, stanje je kompletno različno z situacijo, s katero smo se znašli tekom covida, ko je bil virus neznan, nismo poznali načine prenosa. Tukaj so številne izkušnje izbruhov predhodnih, kateri so bili obvladovani. Kar pomeni tudi, da pristopi so temu namenjeni. Sedaj, po zadnjih podatkih, 16 držav je že poročalo o primerih. Seveda, epidemiologi na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje smo že obvestili mednarodne inštitucije, Svetovno zdravstveno organizacijo in ECDC o prvem primeru v Sloveniji. Tukaj gre enostavno za izpostaviti dober sistem spremljanja, ki ga imamo v Sloveniji. Sistem spremljanja je pa del celote. Pohvala primarnemu zdravstvu, našim zdravnikom, ki sploh postavijo sum, specialistom, ki obravnavajo primer in ta sum strokovno obravnavajo. In seveda potem epidemiološki del še sodelovanja, laboratorij, ki so Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo, ki je izvedel vrhunsko diagnostiko v rekordnem času in primer potrdil. Več informacij seveda o tem bojo naslednji govorci. Sedaj moramo biti pripravljeni. Razlika s covidom, ko smo z iskanjem stikom skušali omiliti, ne nikoli ustaviti epidemijo ali pojav stikov, je tukaj drugačen. Tukaj pravzaprav ustavljamo prenose. V številnih državah v Afriki so to vedno uspeli narediti. Pričakujemo isto, da bomo v Evropi uspeli z dobrim ozaveščanjem prebivalstva o načinu prenosa, o tveganih kontaktih, verige prenosa hitro ustavili
in da to ne bo pač kaži pot v novo epidemijo, ampak nekaj, kar bomo uspeli hitro obvladovati. Poziv je to, da ob pojavu klasičnih simptomov, to pomeni pravzaprav izpuščaj, trenutno najbolj na genitalnem področju, vročina in drugi simptomi, se jih išče zdravniško pomoč, oskrbo, zdravstveni sistem bo potem poskrbel za vse nadaljne korake. Kontakti, tvegani kontakti, še enkrat tukaj gre za tesen stik, ni kot pri covidu, bolezen je bistveno manj prenosljiva. Ta tesen stik, osebe, ki bojo obveščene o tesnem stiku, naj 21 dni se lahko prosto gibljejo, to je po priporočilih Svetovne zdravstvene organizacije, ECDC-ja, naj popazijo seveda na pojav simptomov, priporočila so, da so zelo pozorni pri povišani temperaturi, WHO svetuje, da se tudi 2-krat dnevno ta temperatura meri, o pojavu simptomov seveda kontakt z zdravnikom in nadaljnji postopki. Ta epidemija se lahko ustavi, oziroma ni epidemija, te pojave sporadičnih primerov se lahko ustavijo, verige prenosa humanega iz človeka na človeka se lahko ustavijo. Tveganje za splošno prebivalstvo je strani ECDC-ja in WHO-ja še vedno ocenjeno kot nizko. Nekako večje tveganje je za osebe, ki imajo več tesnih osebnih stikov. Toliko z epidemiološkega vidika, več informacij seveda ob razvoju celotne epidemiološke situacije. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Prihajam iz laboratorija za diagnostiko zoonoz Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Medicinske fakultete v Ljubljani. Smo laboratorij, ki se torej ukvarja z zoonotičnimi mikroorganizmi, eksotičnimi virusi, med katere sodi, ali pa do nedavnega je sodil tudi virus opičjih koz, kajti ti virusi so endemični in povzročajo okužbe v glavnem v osrednji Afriki in v zahodni Afriki. No, kot verjetno veste, pa se je okužba z ljudmi razširila seveda tudi v Evropo in druge celine, se pravi Severno Ameriko, Avstralijo in že v Azijo. No, to ni bilo prvič, seveda nekajkrat do zdaj so bili primeri opisani že, posamični primeri, predvsem v Združeno kraljestvo in pa enkrat en manjši izbruh v Združenih državah Amerike, ki se je zgodil s tem, da so male glodavce kot pet animals, se pravi kot hišne ljubljenčke, okužene dobili iz Nigerije v Ameriko in takrat je bilo kar nekaj tudi primerov okužbe potem pri ljudeh. No, tokrat pa gre seveda za malo širše širjenje te okužbe in virusa iz človeka na človeka, kot je že prej dr. Fafangel lepo opisal. No, torej naš laboratorij že od leta 2003, ko je bil ta prvi izbruh v Združenih državah Amerike, uvedel diagnostiko za dokazovanje opičjih koz. Leto dni kasneje smo imeli tudi preverjanje zunanje kontrole, kvalitete našega dela in ko je bil tudi zadnji vnos v Združeno kraljestvo, Singapur in v Izrael pred 3 leti, smo imeli potem ponovno preverjanje kontrole kvalitete našega dela laboratorija, specifično za diagnostiko opičjih koz in tudi ostalih pox virusov leta 2019 in ta preverjanja smo upravili zelo kvalitetno. Tako da smo takoj po prvi objavi v maju mesecu ponovno preverili delo in pa seveda kvaliteto dela našega laboratorija, dali prejšnji teden po dogovoru z dr. Fafangelom, ko je postalo seveda tudi strani Centra za nadzor bolezni v Štokholmu visoko tveganje, ven natančna navodila, ki jih najdete tudi na naši spletni strani. Obvestili smo epidemiologe, dermatologe, kako se vzorci odvzamejo,
kako se pravilno odzamejo, kako se pravilno transportirajo in potem seveda tudi kako obveščamo o diagnozi. Tako smo včeraj dobili nekako popoldan klic zdravnika iz ambulante, da ima osebo, ki bi lahko glede na klinične znake in pa kožne spremembe sodila za okužbo z opičjimi kozami. Še enkrat so nas vprašali natančno za navodila, kako vzeti dobro vzorec, kajti za mikrobiološko preiskavo je pomembno vzeti pravilno vzorec na pravem mestu in seveda ob pravem času. Prenos je bil oseben, tako da smo takoj izvedli diagnostiko s 3 PCR testi, potrdili diagnozo, se dogovorili in svojo najdbo sporočili zdravniku, potem epidemiološki službi. Vzorec je zdajle v sekveniranju, tako da bo znana tudi nukleotidno zaporedje. Vsekakor gre za 2 genetski različici tega virusa. En je zahodnoafriška različica, ki ima klinično blažji potek in veliko manjšo smrtnost, okoli 1%. Druga genetska različica pa je centralnoafriška ali iz kongoškega bazena, ki ima klinično težji potek in pa tudi smrtnost pri tej različici je nekoliko višja. No, pri tej osebi smo zaenkrat dokazali to, kar so dokazali vsi ostali pri vseh evropskih bolnikih do zdaj, se pravi zahodnoafriško genetsko različico. Toliko bi bilo zaenkrat. Hvala lepa.